Nam lahko poveste, katera dela so bila upravljena v zadnjem času pri vzdrževanju gondole oziroma nihalke na Veliko planino? Da, pregledali in popravili smo kompletni pogon. Popravili smo z dvema neodvisnima inštitucijama pregled od pogonskega motorja, dezertnega motorja do vseh ostalih sklopov, ki so del tega pogonskega sistema. Zamenjali smo glavno gred na kolesu, opravili revizijo na glavnem reduktorju, na vseh sklopih, ki so. In pa, kar je po mojem mnenju najvažnejše, je, da smo skupaj z strojno fakulteto in z podjetjem Kalmer na prvi žičnici v Sloveniji postavili monitoring sistem, kar pomeni, da sproti v vsaki vožnji spremljamo dogajanje na vseh delih tega pogonskega sistema. To pomeni, da bomo lahko zaznali napako na tem sistemu, morebitno, seveda, že vnaprej. Namreč šumi, vibracije, temperaturna razlika, to so dejavniki, ki vsi nakazujejo en možen moment v prihodnosti, da se bo zgodilo nekaj, tako da mi bomo to zaznavali in bomo lahko preko tega spremljali in ugotavljali, kje je morebitna prihajajoča težava. To pomeni, da bomo lahko z rednim vzdrževanjem, z takim pristopom lahko preventivno delovali in te stvari popravili, preden se bojo praktično zgodili. Kdaj bo pa zdaj nihalka začela obratovati? Na spletni strani smo prebrali, da naj bi bilo to v sredo. Ja, mi smo prvi del strokovno-tehničnega pregleda upravili že v petek, nadaljevanje sledi v ponedeljek. Mislim, da v ponedeljek bo konec, tako da v torek je mišljeno za pridobivanje dovoljenja. Namreč sam verjamem, da je ta nihalka tako pripravljena in tako varna, da tukaj naj ne bi bilo več nekih problemov. V sredo bi pa potem napravo spravili v ponovni pogon, tako da računamo, da v sredo normalno po voznem redu bo začelo obratovati. Vendar, še zmerom obstoja neka možnost, da se najde nekaj, kar je pa nam vsem, bom rekel, nekako v plus, kajti na prvem mestu je le varnost potnikov, ki jih bomo prevažali s to napravo. Zato moram reči, da sem posledično zaradi nesreče v Mariboru se tudi strokovno-tehnični pregled dogaja izredno precizno, izredno podrobno, do potankosti in to je en dober plus za nas, kajti po vsemu temu bomo prepričani, da je naprava res 100% varna, tako da, ko jo bomo pognali v pogon, so lahko vsi bodoči potniki prepričani v varnost in v možno dobro propeljanje vseh obiskovalcev Velike planine. Morda še kakšno povabilo Kamničanom za obisk Velike planine? Jaz ob tej priliki bi se nekako upravičil za tole dogajanje, čeprav smatram, da podjetje Velika planina ni bila 100% kriva za tole dogajanje. Vse obiskovalce, da se ponovno vrnejo na Veliko planino, da skupaj z nami doživljajo te njene prelepe naravne znamenitosti, vrednosti, tako da pridejo k nam in sigurno varno doživijo in preživijo ene lepe trenutke pri nas.